To je Radio 1 podcast. Dobri ljudje, dobre volje. Včasih v studio pride nekdo, ki seboj prinese nekaj, kar ni enostavno, kar ni prijetno, je pa resnično. Nocojšnja gostja je garala in živela za sanje, potem pa trenutek, padec, bolečina in odločitev, da moraš sezono pustiti za sabo, pa to ni edina. No, hkrati pa znamo oseba, ženska z neverjetnim občutkom za sneg in veliko notranjo močjo. Ženska, ki se zna s humorjem, voljo in energijo pobrati tudi, ko se začne dolga pot rehabilitacije. Za začetek King klasika, kdo si in kaj počneš? Živijo, jaz sem Andreja Slovkar in sem alpska smučarka. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime. Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Profesionalna alpska smučarka. Profesionalna. Ja. Lahko štartamo 5 kratkih za Andrejo. Ok, kratke, sladke, odgovarjaj hitro. Mogoče se bo slišalo čudno, ampak te moram vprašati, ker je služba, služba, družba pa družba. Imaš rajši poletje ali zimo? Poletje. Sem padla že na prvi. Ne, nisi, zmagala si. Pašta ali pica? Pašta. Pašta. Sveže narejen sladoled ali svež kokos direkt z drevesa? Svež kokos. Sem padla. Čeprav vemo, iz katere familije prihajaš. Ja? Katera medalja ali pa pokal ima doma pri tebi posebno mesto? Medalja iz finala Samvali. Ok. Če ne bi smučala, bi bila Andreja Slovkar kdo? Sem se tudi jaz vprašala že. Ne vem, po moje bi bila kaj v športi. Aha, bi vseeno ostala nekje v športu, tako ali drugače. Ja, če bi imela to srečo, da me starši dali v kakšen drugi šport, bi verjetno tam ostala, ja. Okay. Če bi imela možnost zbirati, kateri šport bi to bil? Ne vem, v katerem športu bi bila dobra, a drugače bila bi zadovoljna z atletiko, z odbojko, s tenisom, v bistvu. Vsega pomalo. Spektar vsega, karkoli, ja. Ok, to je bilo zdaj Andrejinih 5 od Gustinčiča, 6 imam 5 kratkih. Ok. Koliko bund imaš doma? V smučarskih? Ja. Smučarskih, ne vem, po moje ne 3, eno na sezono. Dobro. In za tako zajeti ven jih imam, po moje pa ne vem, kakšnih 10. Okay. Potem baš rada zimo. Ker jaz imam recimo 10 parov Japonk. Pršut ali sir? Pršut. Pršut, dobro. Si bila kdaj blondinka? Nikoli. Si si kdaj želela biti blondinka? Ne. Nikoli, dobro. A kateri je tvoj, smo rekli, drugi najlepši šport? Tenis? Drugi? Okay. Ja, mislim, nimam druga najljubšega. Pač smučenje številka 1. Ja, ampak še kaj rada igraš ali se greš igrati? Rada imam, v bistvu rada imam vse športe, to je moj največji problem. Mislim, največji problem je, ker imam rada vsema, se nikoli nisem neč šla, tako da sem povsod začetnik in sem povsod enako slaba. Kaj pa Monopoly in karte Uno? Ojoj. No, ker ni človek ne jesi se, je v redu. Okay. Ajde, še to za konec, kakšno muziko najrajše poslušaš? Vse, razen, kakšen jazz me resno prepriča, drugače pa grem vse odi techno, rock, metal, vse. Ni da nič, je dobro, je dobro. Slovensko glasbo imaš rada? Tudi, ja. Dobro, odlično. Andreja, gremo od konca k začetkom ali kakorkoli. Zdaj, imela si vrhunski zaključek pretekle sezone. Vsi smo čakali, da bo zdaj eksplozija. Imaš odlično ekipo, odlične trenerje. In kaj se je zgodilo pred par dnevi praktično? Ja, tudi jaz sem čakala, da bo eksplozija v tej sezoni, ker sem se res počutila fajn. Ja, pač ko v vsakem športi je riziko in pač v našem športi nažalost je zmeri riziko, da se poškodvaš in nažalost je tu zmeri križna vez. Ja. In jaz sem jo strhala lih en teden pred prvo slalomsko tekmo, tako da sem v bistvu zdaj ostala brez cele sezone. Prejšnja poškodba je bila tudi križna vez? Ja. Na isti nogi? Ne, na drugi nogi. Zdaj si popolna. Ja, zdaj, ker sem strhala prvo, sem nekaj, zdaj sem ta prava alpska smučarka, ker pač zdaj si vsi tržajo križne vezi. Zdaj si zbalansirana alpska smučarka. Zdaj ne vem, kaj so. A je to dobro, da si strgala drugo ali slabo? Moj fizioterapeut pravi, da je rajš videl, da sem si strhala ta drugo, ko uno, ko so mi že operirali. Okay. Meni načeloma, ne vem, indiferentna. Ni razlike. Pa navadi malo vedno skrajšal malo, ne? In potem je rehabilitacija težja. A resno? Ja. Mislim, jaz ne poznam toliko teh podrobnosti, ampak... Se tudi ne, tako si predstavljam.
En olimpijski ciklus. Mislim, ja, ker če imaš špago in se strga, moraš vedno... Jo skrajšaš, da lahko zavežeš skupaj. Olimpijska sezona bomo počakali na naslednje 4 leta, itak si še mlada, Linci von pravi, da se da smučati tudi pri 40-ih, ne? Da ni nekih težav. Ok, nasmejana si bila na fotki. Ja. Kako najdeš na smeh v takih situacijah? Dobro vprašanje. Drugače se nisem kaj dosti smejala v zadnjem tednu. No. Imam res noro srečo, da imam take ljudi okoli sebe, ker že, ko sem se poškodovala, je bila v bistvu cela moja ekipa z mano in so mi v bistvu dvihavali moralo, cel cel gor. Tudi moj fizioterapeut in serviser sta šla z mano pole v Innsbruck, kamor sem se operirala, sta čakala tam z mano, sta čakala, da ko sem prišla iz operacijske sobe ven, sta me pričakala, sta bila cel večer z mano, do 10 ure zvečer, da grem spat, da ne bom preveč tuhtala. In sta me čakala še naslednji dan, sta bila z mano, tako da To je bilo prav filmsko. Je bil še balon še zraven. Ja. Ja, so me čakali s čokolado in z rožo in z balonom, res tako lepo. Tako da res ena velika, velika zahvala v bistvu vsem, ki so okoli mene, ker mi res dvigavajo moralo in mi je toliko leži čez vse to. Leta imaš prava, da boš to dala hitro skozi, no? Tako da takšna poškodba, kot si rekla ti v smučanju, je čisto normalna. Ja. Pride pa v nepravem času. Sicer pa nobena poškodba ne pride v pravem času, ampak rajši zdaj kot pa tik pred olimpijado. Ker pol bi bilo mogoče še težje. Ne vem. Nekaj te hoče malo potolažiti, lih tako. No. To je veš, kad ti rečejo vsi, ja, to je za nekaj dobro. Ni poškodba, ni za nič dobra. Jaz še nekaj dobre, tle noter prav iskreno. Zdaj se moraš na hitro poročiti, kaj pravi, ko se poročiš, pol vse mine. Ja. Do poroke vse mine. Ja, tako. Mislim, do poroke, ja. Če bi se po jutrišnjem poročila, bi začela trenirati že po jutrišnjem, ne? To bi bilo dobro, Masi je še ostajal v ekipi? Ja. Ja? Ja, ostaja, ja. A je on res tako zajeban? Ne. Ni? Ne vem, če smem povedati na glas. Ne, se hecam. Si že, ne? Ne, se hecam. Je fajn človek. Ne, sem tudi njemu rekla, no, da jaz prej, ko sem začela delati z njim, ko čitaš članke, ne, in ko gledaš vidno njegove intervjuje, jaz sem si to predstavljala, da to bo tako neznosno, da bo tako težko delati z njim. In v bistvu je vse drugo s Antonija. Res je. Kaj pa, če si ti tako fajn? Ja, si se to vprašala? Tako da sem ga spremenila? Ja. Mam močno dvomam, ne. Mislim, da tako, stara mačka, ne vem, če se da spremeniti, no. Mislim, jaz vem, ki je finta, ne. Kje? Ja, ona nosi hladilno torbo in sladolede s sabo. Pa enako ime imate skoraj. Podobno ime imate skoraj. Ja, še to, ne. Res je. Andreja in Andreja. Ja. In pa še tata je Andrej, tako da v bistvu smo sami... Mati, moja. Smo se dobili vsi na kupi. Ok, Andreja, če gremo zdaj še malo obdobje, ko so bile stanje malo bolj žive. Malo bolj žive in opremljive. Tvoji poletni dnevi so bili načrtovani do zadnje pikice, do potankosti. Kako izgleda en popoln trening, ko se vse ujame? Pri vrhunski športnici. Na Kdaj se zbudiš? Ja, na kondiciji ali na smučenju? Gremo po vrsti, najprej na kondiciji. Na kondiciji? Ja. Ok. Spet odvisno, ki treniram. Drugače, jaz zelo rada treniram v Hradeži. Ja. Tako da enkrat na teden gremo v Hradež. To pomeni, da poleti začneva tam, mislim, da je okoli 7, pa če se izognemo vsem ljudem na mivki. Ja. Na plaži. Ja. Tako da vstanem, kaj je približno 1 uro rabim, dok je kul 5 vstanem, se uštimam. In kaj delaš na namivki? Ne vem, če smem deliti. Razne vaje pač. Ok, ki jih da trenirati. Dobro, koliko časa to traja? Približno 2 uri. Potem? Pohrem domov, pač se odpeljem domov, v Ajdušno, pojem, se spočijem. In spet namivko. Zmeraj so različni treningi, tako zmeraj se uteži in uteži in atletski, ali pa ne vem, so mešani treningi, no, 2krat na dan. Recimo, preden si poškodovala nogo, koliko časa si držala v počepu? Zelo malo. Kako nič, postopiš na zid, ko naš pravi kot noge. Ujej, tega pa res, Nikoli? Res ne. Ma po moje, jaz mislim, v tem sem res slaba, no. Da ti si slalomistka, Res, ene parkrat sem provala, med tako, ker zadržiš in potem se spet odrineš, to je ena stvar, kar res. Te pečejo noge potem, ne? Wow. So muke, dobro. Kaj pa sneg? To ni moje.
Na sneg, ja, pa spet odvisno, kje treniramo in kjer cajt je to. Poleti se pa zbujemo zelo zgodaj, ker pač smo na ledenikah in je treba loviti te jutranje ure, dokler je sneg še trd. Tako bližji, ko smo zimi, kasneje je, sicer ponavadi, ne vem, začnemo ob 8 uri trenirati. Ja, ker tudi dneva ni, ne? Ja. Je manj dneva, ne? Ja. Dejansko. Tako da poenkrat, ne vem, če rečeš v Skandinavijo, lahko treniraš tudi 2krat na dan, ker tako so reflektori, so cvet je tema cel dan, je ali zjutraj od večer, so reflektori, tako da lahko treniraš in zjutraj popoldne. Recimo, mene to zanima, ti imaš, ko si na snegu, ti postavi trener progo in ti reče, zdaj boš le odsmučala, vadiš določene zavoje. In potem kako, skozi greš tako, odsmučaš do konca, ti pove, kje so kiksi, ti poveš tvoje občutke, kako ali greš 10-krat skozi. Snema, kako to gre? Tako je, no, v bistvu mi pridemo skupaj na teren. Ali pa pač trenerji, da grejo že prej, nesejo vse kole gor, postavijo progo, jaz v tem cajti, grem smučati. Ja. Hvala Bogu, niso pasali tebi cajti. Okay. Mi smo fine riti lepo na sedežnici. Dobro. Ten cajti se ogrejo. Normalni ljudje, no. Ja. Ja, dobro, na prvem starem cajtem, no, smo kar fini. Ne, greš smučati na fraj, delaš tako različne vaje, bolj da malo začutiš sneg, da malo začutiš, pač da se ogreješ. Pogreš na raztogled na progo, si pač zapolniš progo, pač pogledaš, ki so te kritične točke, greš na štart, se ogreješ, se pravi, ne vem, par poskokov, šprinti, sklece, trebušne, pač tudi to, kar si navajen, se daš v dres, vzameš diles, zapneš in štartaš. In prideš v cilj, trener ti pove, kaj si naredil prav, kaj narobe in... On te gleda kako? Te vidi po progi ali te snema? Kako to? Ali te čuti? Ja, se poveš z tabo, ne vem. Ja, kako on vidi? Mislim, stoji zraven proge, pač kakšne proge so tako, da jih ti vidiš od štarta do cilja. Te proge so fajn, pač, ker lahko vidi res vse. So kakšne proge, ki imaš, ne vem, štartaš v ravnino in popadeš v strmino in pač te vrhen del lahko ne vidi ali pa pač se da na prelomanco in da te vidi. Aha, vse po strani. Ja, ker so res kritični momenti, ne? Ja. Tako da reč pa fizioterapeut pa da reč snema. V bistvu naša vsaka runda je posneta. Aha, in potem to analizirate. In pole popoldne, ja, imamo v bistvu video analizo in tu pogledamo. Ti perejo možgane. Ja, ali pa jaz njim, no. Ali pa ti njim. Si rekla, da ne smeš povedati, kaj delaš na plaži v Gradežu, čeprav tam te ljudje vidijo, Branka, ki je prišla iz trgovine, ne, dobro. Ja, ma čakaj, da je malo ljudi. Ja, tako, ok. Ampak samo še na hitro, par sekund bom vzel za to zadevo. Kaj ni zdaj v dobi poplave vseh informacij, da že praktično vsi veste vse o vsakemu? Ali imate še kakšne skrivne? Ne, jaz sem se hecala. Dobro, ok. Ne, jaz se ne skrivam, nimam kaj skrivati. In pa še ena zadeva. Če smo poslušali kakšne zadnje intervjuje z Ivico Kosteličem, je rekel, da je on kot mlad 10-krat več treniral kot vsi ostali, ker si je oče vse to beležil dnevnik. A obstaja še kdo v svetovnem pokalu, ki res trenira 3-krat več? Pretirava. Ja, jih je kar ena par, ja. In se jim splača glede rezultatov, ali niti ne? Moram reči, da vem za eno Norvežanko, ki je trenirala res dosti in je bila zelo fizično dobra že 6 let nazaj in ni bilo nobenega rezultata. Zdaj prihaja, ima 6 let nazaj, ki je bila pa res, ki je delala, kužval. Pa nič tega. Rezultatsko ne bo nekaj. Ne. Ok, malo smo razdelali en povprečen dan na snegu ali pa izven snega s treningi. Kako pa potem, ko priješ na sneg, ko je tekma, ko priješ tja in vidiš, da je sneg počasen? Kaj to sploh pomeni? Ali kaj? Ker pravijo v Ameriki... Kako je lahko sneg počasen? Ja, so neki drugačni kristali, v Evropi tej kristali. A je to naklon? Ja, je... V bistvu je počasen, je hiter, je agresiven, je mehko. Še več. Čakaj, kakšen je, to slišimo dostikrat. Agresiven. Kakšen je agresiven sneg? Jezen kot prasec, ja. Ne, v bistvu začutiš tako, kar rečeš za voj, ti zelo hitro prime. In tako rabiš dosti manj robnikov, zato da ti pač narediš čisti zavoj. Torej, namesto tebe on grabi. Ja, to bi bilo fajn, ja, tako nekako. Tako. Ampak kdo to ugotovi, da je sneg agresiven serviser ali ti? Ja, se v bistvu ti že začutiš, ko prideš na sneg, že takoj ne rabiš niti na razdveh zavojev, že čutiš, ker... Aha, in čutiš, da je agresiven sneg, nečeš serviser pride sem, da mi malo kante naredi bolj... Ja, ali mislim, bolj jih težko naredi. Bolj tope. Bolj tope, ja. Da reče, da jih naredi bolj v ojštreh, zelo težko naredi na terenih, naredi že en dan prej, kaj jih dela, kaj jih pripravlja. Po na terenu v bistvu ti lahko sam pobre in to je pa tudi ceno. Ti malo pobere robnike. Tako je. Ja. Ampak zdaj tako,
imate vsi približno iste smuči in maže? Ne, Ali je tudi tukaj nek doping pod smučkami? Jaz nečem niti razmišljati, da sploh obstaja kdo, ki bi kaj golufal, no, ker nam so zdaj prepovedali, da se ne sme uporabljati določenih stvari. Tako, tega florja in tako naprej. Ja. Nečem niti razmišljati, da bi bo kdo, ki to uporablja. Čak, jaz sem še mimo teh. Če se ne sme uporabljati, kako lahko golufaš? Florja, maža pač sestavina kemična. In ga še hitreje. Ja, to, kar se je pred leti uporabljalo, to je pač naravi neprijazno in se to opustilo. Zato, ker naravi. Ja. Okay. Izvoli. A ni tako? Ja, naravi in tudi serviserjem bolj prijazno. Aha, ok. Ja. Čeprav se vdihavajo pa dosti drugega, tako da. Ja, druge kemikalije spet, točno po drugi tako, strani. Torej ne verjameš, da bi kdo golufal, to si začela in potem? Ja, ne, kar se tiče smučk, imamo pa v bistvu, je odvisno tudi od pri katerem opremljevalci si, no. Ja. Jaz sem v bistvu edina punca na Nordiki, tako da vem, da moje smučke jaz imam take smučke in tle se konča. In noben drugi, ja. Ja. Posebne, ne? Punca s posebnim potrebam. Ne pač, to ste narobe slišalo? Ja, ne. Pač v pozitivnem smislu. Ja. Ne, je prednost, no, če si mislim, tako po eni strani je prednost, po drugi strani je slabo, zato ker nimaš z nobenem za primerjati. Ker ne vem, pri drugih so, ne vem, Rossignol, na primer, jih ima delč največ in pa pač so drugi, ki jih provavajo in vidijo, kjer modeli bolj grejo. Jaz imam to srečo, no, da sem v bistvu princesa tam, da se tako izrazim. Okay, ja. In mi stvari, ki mi jih dajo, mi tako noro pašejo in me sploh ne zanima, tako kaj dobro. Kaj drugi sploh imajo. No? Kako izbereš opremljevalca? Imaš tam nabor, ali oni pride do tebe, ali bi rekli, ne vem, Branko pride iz marketinga in reče, čuj Andreja, mi bi ti dali zraven še 2 jurja, če greš k nam na mesto kunim drugim, ali kako to zgleda? Lahko malo poveš. Ja. Verjamem, da je marsikaj tudi poslovna skrivnost, ampak lahko vsaj malo ozadja. Počneš ti ali počne agent tvoj? Imaš kakšnega agenta? Ne, počnemo se sama. Ja. Okay. To je prišlo do koga? Zelo odvisno je, v kateri fazi se to zgodi. Ali se to zgodi v fazi, ki si ti v svetovnem pokali, ali se to zgodi v fazi prej, ki si ti v svetovnem pokali. Ker v bistvu prej, ki si ti v svetovnem pokali, si v bistvu bolj ti tisti, ki iščeš. Ja. Po enkrat, ko priješ v svetovni pokal, ki pač vidijo rezultate, so v bistvu bolj drugi opremljevalci, ki pridejo od tebe in rečejo, mi smo zainteresirani. In kaj plačajo, ali je že dovolj, da ti dajo vse zastojn in da ti omogočijo kadar nisi v svetovnem pokali, je pač dovolj, da ti dajo opremo. Ker smučke so drage. In je v bistvu že tu. To, kar rečejo naši komentatorji, material. Točno tako, ja. Ker ti mi tega materijala. Butasta. Ja, da ne povem, koliko tega materijala imam jaz doma. Ne jaz, serviser. Koliko materijala ima serviser doma. Ker tu so res. Tako, če se ti hočeš iti smučarijo, moraš imeti ogromnih smučk. In imaš različne modele, različne trdote, različne bla, bla, bla. In to je spet odvisno od snega, na katerem potem smučaš. Točno tako, ali odvisno od tvojega stila smučanja. Tudi od tega. V bistvu je tako, začne se, imaš različne trdote, različne modele pri smučkah. Pole se gre na vezi, imaš različne vezi. Pole se gre na pancerje, imaš različne kantinge, imaš različne modele pancerjev, imaš različne. Zato je toliko govora tega materijala. Zato, ker prej, ko ti ugotoviš, kaj tebi sploh paše, in po ti ugotoviš, kaj ti paše, naprimer, ko polijajo, kaj let. In po ti prideš drugi dan in je bilo toplo, da jim reči, in je sneh malo bolj mehk. In prideš kaj in rečeš, meni pa to sploh ne paše. In pa moraš spet iskati nekaj, kar ti paše. Ali pa ti paše na ledi, in ti paše, kadar je ful zavita proha. In rečeš, tle mi je res, tle jaz lahko naredim kar čem. Torej, vi so smučari, cel čas iščete tisti trenutek, da vam paše nekaj. Točno tako, ja. In potem, dosti kar slišimo, gremo 3/4 sezone, ne? Ja, in tisti, ki ste dobri, ste ugotovili, kaj vam paše. In veste, točno veste, evo ga, zdaj pa mi paše, bom zmagala. Jaz imam določene pogoje, ker sem tako zelo suverena v njih. Moram pa reči, da kar se tiče materijala, imam tukaj zelo veliko srečo, ker sem v slalomi, jaz imam kombinacijo pancerjev in smučk, jaz nas spreminjam neki fulka, nečem, ker se mi zdi, da enkrat, ko padeš v ta krog, pa lahko konstantno iščeš, kaj če bi tu, kaj če bi uno. Razumem. Ne, jaz imam, mislim, da 2 modela različna, pancerje imam zmeri iste za slalom. In imam pa tudi serviserja, ki me je zdaj že tako dobro poznal v teh 3 letih, me je že tako dobro spoznal, da jaz dosti odločitev dam na neha. Jaz tako rečem, Luka, jaz rečem, Luka, ti si me videl smučati, vidiš kaj uno, jaz ti povem, ko jaz čutam,
Ma zberi ti. Ti se odločiš, kaj bom jaz imela na tekmi, zberi. In to je lepo. Tako. Da mu zaupaš to, da te veljavnost drugemu na nek način. Absolutno. In potem so zmage toliko bolj slajše. Ja, res je. In jaz tudi razumem Andrejo, ker smo tudi dva para Japonk in to prakticiramo. Dva modela in Material. Milijonkrat slišimo po prvi vožnji, ne vem, prva, druga, tretja, potem v drugi se zalomi ali pa štartala je iz 20. pozicije, neobremenjena in lahko napade na polno. A je to res to, kar mi slišimo od komentatorjev? Ja, se mi zdi, da se razlikuje sicer od tekmovalca do tekmovalca. Ja, je si hudno drugače, ali ti napadeš, ali si napaden. Ni dobro vedno napast. Ja, ja. Se tako, ko sedimo zdaj na kavču in se tako pogovarjamo. Ja, se zato mi, da so kavč komentatorja in smučarja, ne? Jaz nažalost zdaj tudi. Jaz tu zdaj sedim na kavču in gledam tekmo. Zdaj sem gledala levi. In sediš, ne, in gledaš tekmo in si misliš, ma dobro, daj. Ne. Kaj tukaj delaš, neke bidarije, dej? Ne? Ja. Ana Bucik Jogan. Boj ti je, ne? Ali pa drugače vprašanje, koliko je pomembno pri smučanju glava, samozavest in koliko potem oprema? Kje je tle, kakšno razmerje je tle? Oziroma fizična pripravljenost. Pa fizična pripravljenost, ja. Jaz mislim, da nimaš šans, če ne si suvereno. Tako. Lahko se ti še ne vem, koliko igraš z materialom, še ne vem, koliko s fizično pripravljenostjo. Lahko se ne vem, koliko dober tehničar, ampak... Ja, jaz mislim, da je celo boljši, mislim tako, če bi mi dali na izbiro, da sem boljši mislim, da je tehnično, da sem boljši in da sem manj suverena, ali pa da sem bolj suverena, pa prepričana v sebe in manj tehnično boljša, bi jaz brala, da sem bolj prepričana v sebe in manj tehnično boljša. Ok, si odgovorila na vse. Torej, samozavest je vsaj, kar se tiče tebe, se ti zdi na prvem mestu. Ja. Si pa tak človek, da ko priješ v cilj, če nisi zadovoljna, se boš zjokala in se boš zjokala tudi v kamero ali pa se smejala na polno v kamero, ne? Od tega pa ne odstopaš nekako, ali kako? Ja, mislim, ne probavaš niti kontrolirati tega, ampak... Ma ne, zato ker... Je olin. Ja, točno tako, ker ne vem, če bi se jaz nekaj zadržavala, no, ker pač ne vem, se mi zdi, da to je del neke moje iskrenosti, no, ne vem, se mi zdi tako... Super, lepo. Ja, Pa tudi ti se boljše počutiš. Se ne potem ne daš, joj, kaj sem to rekla, kako sem rekla. Kdaj obžaluješ kakšno stvar, ki si jo povedala na televizijo ali pa na radio? Ja, jaz se reč ne poslušam za nazaj. Okay. Ne, moram pa priznati, da tako, do zdaj, ko sem se zjokala, v bistvu enkrat sem se res zjokala na televiziji in to je bilo na olimpijskih igrah. Ja. Ko je šlo za Mišo Dlako? Ja, in jaz sem že tako, sem pa šla, cilj sem videla in tak, da sem zhabila medaljo in pole sem imela takoj, ne vem, 3 minute zatem sem imela intervju. In tako so me vprašali, so rekli, ja, zdaj, če se obrneš nazaj, veš, ki si zhabila medaljo. In meni solze. No, moram reči, tega malo me je sram, no. Pa jaz se ne znam. Ti si se zjokala zato, ker si vedno vedela, kje si izgubila medaljo. Ja, točno tako, ko boli, ker je bila šansa, tam je bila. In bi morala samo vzeti. In jaz sem prišla in sem vrgla to šanso proč. Dobro. Mislim, nisi vrgla proč. Sosledje dogodkov je prineslo pač... Ja. To je ono, kaj ne razkiraš. Zdaj mi date hoč pa potolažiti. Ne, ma to je ono, če ne razkiraš, ne profitiraš. Ja, jaz sem razkirala, nisem profitirala. Ja. Ne. Dobro, življenje pač je tašno. Tako je. Ampak imaš še dovolj moči, energije, da ne boš vrgla puško v koruzo? Moči in energije imam. Ja. Moram pa priznati, da me je ta poškodba, da mi je dala na tako klofoto. Res. V smislu? V smislu, da me... Ne vem, če me je že kjera stvar v moji športni karieri tako potrla, ko me je ta zdaj. Ja. Zato, ker je druga ali zato, ker je pred olimpijsko sezono? Jaz vem zakaj, ampak povej ti. Ker Klepač ima že toliko izkušenj z olimpijskimi sezonami. Izvoli, zakaj? Ja, zato, ker sem v bistvu prvič, da sem se počutila res tako suvereno. Res sem se, tako v slalomi sem se počutila res suvereno in tudi vem, da smo delili dobro celo poletje. In res je super občutek, ko se ti daš na trening in na štart in ko tako ti je jasno. Pač, meni mi je bilo jasno. Meni tudi trener, kar mi je rekel, naredi tu v naslednji rundi, jaz sem to spremenila. In to je res eno krasno stajne, ki do zdaj še nisem imela. In mislim, da me je zaradi tega tudi tako potrlo, ker zdaj sem se res veselila sezone. Veš, kaj delaš toliko cajta in ne v bistvu na koncu delaš sam za rezultat in ti nimaš niti šanse
pokazati, kaj si vse naredil in niti šanse, da prideš do tega, niti da se boriš. In je zato se mi zdi, da je taka klofuta. Ok, olimpijske igre, ja bi si jih ful želela štartati. Ma tudi, če bi štartala sam prvo tekmo. Ampak, če te prav razumem, ti si se končno začela igrati na smučkah in si lahko delala točno to, kar želiš. Točno to. Veš, da jaz doskrat uporabim to besedo, da se igraš. Jaz doskrat, ko moram opisati, kako so mi smučke in to, rečemo, mi pastijo, da se igram. Ker je res tako, na koncu je sama igra, ki je igra interpretacija. Pač ti si pogledaš, si zamisliš, enkrat, ko si na proji, se ti zalomi milijon stvari, možno razposojati, tako da v bistvu je neka igra. Ne? Ampak ekipa ima se tako močno, da te stoji ob strani in verjetno, da ti ne bojo pustili več kot toliko žalovati in te bojo podpirali, tako skušamo mi dva podpreti, da boš stopila spet nazaj na svojo nogo in da boš spet dobila ta občutek. No? Ja. Po mojem ga zdaj ne moreš zgubiti. Ne, mislim... Ker zdaj veš, kako to je, zdaj do tega si že prišla, torej to poznaš, ta občutek. Ja, res je. Nema, se moram reči, da tukaj mi zelo, zelo dosti pomagajo in moja ekipa in moja familija. Ja. Jaz brez mojih staršev, po moje, jaz bi končala že. Niti teblo ne bi. Dobro, to bi, niti to bi ne. Tudi mislim, da bi upala že 20krat prej. Ne, je res, da jaz vem, kako je, ko se počutiš, ko si suveren, sam zdaj spet, ne, v bistvu smotano pri tej poškodbi je, ker začneš vse znova, ne, zdaj se spet učiš, zdaj se učim napejnati mišico, zdaj se učim v bistvu dvihavati steneno nogo, ne. Ja. Tako da, potem začneš startaš spet ven iz tega, potem se vrneš na sneg, potem začneš spet z osnovami, potem tako, je en cajt prek si začneš spet zaupati, no. Veš kaj, to je temu sreče potrpljenje, ne. To je pač nekdo ti je poslal od nekod, da moraš trenirati potrpljenje. In mislim, da ti ga boš lepo natrenirala. Ja. Pot poznaš, recept, veš, kam moraš priti in veš, kako boš še čez to. Tako da mi dva verjamemo vate. In predvsem pa, preden gremo na zaključno misel, mogoče je zdaj cajt, da se pobaraš v blond, ker blondinke so kar samozavestne. Ona je samozavestna. Ne veš, kaj me samo še zanima. Kaj bi želela, da ljudje vejo o tebi, pa ti tega nihče ne vpraša? Ojej, to dobro. Je kaj takega? Je kaj tašnega? Da imaš in rekli, nikoli me tega ne vprašajo. Ne, bolj rečem, tu me zmeri vprašajo, ker me zmeri vsi, ki me vidijo, je me vidijo in je veš, kot da bi bilo, kot da je Andreja, ko oseba ne obstaja samo Andreja, ko smučarka. Ja. In polesivno. In kako je smučati? Kar je logično. Ja. Ne, je logično, vem, samo veš, si pripravljena na sezono. Ampak, kaj ne odgovorim? dobro, potem pa ne vem, koliko plomb imaš? Ujej, eno. Eno plombo. Kako gre z tvojim zaročencem? Nimam. Nimaš zdaj nobenega? Dobro. A ti se potiš v noge, tako kot jaz to podplate? Ne, trenutno se v obraz. Ja, ne vem, ti krepko smrdijo panceri, ko končaš z dnevom. Ne, ma kako ne? Meni so vedno smrdeli ti panceri. Ne, pa moramo uporabljati celo leto, da mislim, ne morajo se uspraviti tako hitro. Dobro, kakšno žletko uporabljajo se briti pod praznikom? Se briješ pod praznikom, ne? Končno nekdo nekaj vpraša in ne zna odgovoriti. Točno tako. Kateri okus sladoleda ti je najbolj všeč? Vaniljo imam rada. Ne, čokolade niti ne. Vaniljo, pistacijo, malo vse je. Dobro, ušesa si umivaš s palčko, ker ni lik zdravo ali s čim drugim? Ne, čakaj, bom zdaj prakilila. Veš, kaj bi rada, da ljudje vejo v meni? Kaj? Ne vem. Sem mislila, da imam, ma nimam. Nimaš pripravljeno. Dobro, ne bomo več vrteli. Ne vem. Če pa mi nisi še odgovorila, se briješ pod praznikom, ne? Vse? No, super, hvala. Ja. Vse. Ne. Ne vem, po moje tudi, pač kar vidijo, točno taka sem, ne vem, taka, kako izpadam, taka sem. To je Andreja Slokar. Ja. Zaključimo. Samo še to. Če bi Andrej Slokar, mlajši, imela možnost kaj povedati, kaj bi rekla? Recimo Andrej, ki je bila stara 6 let, 7 let. Da ne se toliko sakirati. Meni se zdi, da se sakiram prav do vsako malenkost. Jaz bi si rekla, ne se sakirati in pač delaj stvari čim boljši. To je to. Okay, to je to. Daš vse od sebe in kar je. Ja. Brez sekirancije. Tu bi si rekla tudi zdajšnji Andreji. No, kar reči si. Reči si. Andreja, delaj stvari, kako je treba. Ne komplicirati. Ja. Ne komplicirati. Hvala lepa, Andreja Slokar, čim prej reši te križne vezi. Hvala.
in naj gre nadaljevanje kariere kot po maslu. Hvala. Mi še vedno računamo lepa. na olimpijsko medaljo, ne? Seveda, itak da je. Nada je dovolj. Ma nema, sej, jaz delču tega, da se nekaj, da nam pošla nazaj. No sej, Sem samo mi rekel, tudi da mi je enako lepo. govorimo. No, lepo. Ja. Lepo, lepo. Hvala lepa za obisk v King Studio na Radio 1. Hvala za povabilo. To je Radio 1 podcast.